Dobro jutro, smo 27. decembra leta 2025 in midva se odpravljamo na Tošč. Sparkirala sva tle v selu nad Polhovim Gradcem. Da se na tole goro iti tudi iz drugega izhodišča, ki je bolj znano, ker večinoma uporabljajo iz turistične kmetije Gonte ali nekaj takega. Ampak nama je tale lokacija všeč, tle je fino zaparkirati. Ob tej kapelici. Tako da sva zdaj že ta tretjič zaporedoma na tej lokaciji. Bom dal tudi GPX gor na Sotlasu, bo za tiste, ki bi radi šli z te smeri, pa še niste. Je pa malenkost dalj za od tle iti, uro cirka. Dobro, do zdaj je sneg, je zimska razmera, bo še malo dlje, kot pa tam iz Gonte, ki se gre, mislim, da sam 45 minut. Dan je prečudovit, temperatura je 0 stopinj Celzija in greva, da se zagreva. Od te kapelice, kjer smo parkirali, nadaljujemo po temle makadamskem cestišču proti cerkvici z imenom Sveta Jedrt, ki se bo nam prikazala zdaj po tem ovinku. Ko pridemo ven iz tega gozdička, zagledamo tole znamenito cerkev Sveta Jedrt. Kaj? Sveta Jedrt, ja. Zanimivost te cerkvice je ta, da datira nekje v začetek 16. stoletja ali pa mogoče še malo nazaj. Koliko točno se v bistvu ne ve. Prvi zapisi so nekje leta 1470 plus minus tam nekje. Ampak so našli tudi neko ogrodje, za katerega vejo, da je še iz romskih časov, tako da je zadeva še starejša verjetno. Prebral sem tudi tole zanimivost, da ta cerkvica ni bila nikoli porušena, nikoli ni bila pogorela, tako kot se je dogajalo z marsikatero drugo, ali z marsikaterim drugim sakralnim objektom tekom menjav, vrst, vojn in tako naprej. Ta pa ni bila kao nikoli. Nekje v 1800 pa nekaj so jo še pol malo prenovili, so dogradili večjo ladjo in ostale stvari. Tako da je res zanimiva. Zdaj se sicer ne vidi, bom pa pol posnel, ko prideva okrog ovinka. Takole izgleda že malo bolj iz bližine. Cerkvica je res lepo obnovljena, s čisto novim petelinom in kroglico na vrhu. Kaj to pomeni, ne vem. A je to kaj za strelo, da je tako okroglo, verjetno da ne. Najina pot pa pol se nadaljevala tle gor levo, kamor bo šel tale možakar. Po vsej verjetnosti. Gor pa skozi gozd in potem gor naprej v bistvu skozi pogrebeno do vrha. Ja, ta je okrog šel, no, kakor se je spomnil, kaj tle gor smo hodili. Aja, ni zgazirano. Ok, tle gor se gre. Kot sem rekel, predvidena časovnost je 1 ura. Jaz mislim, da bo danes malo več. S sabo imamo tudi direzice, ampak mislim, da jih ne bova rabila. Mogoče, da je samo ki je malo bolj pomrzena. Ja, imamo jih s sabo. Imela sva dogodke v preteklosti, ki bi bilo mogoče boljše, da bi jih imela s sabo. Ok, tale cerkvica je, gremo malo pogledati, če kaj piše. Tle okrog.
mreža proti kunam. Iz te strani je pa takole izgledalo. Jaz ne vidim nič kaj napisano. Gremo pred glavni vhod. Tle je še vedno nek stranski vhod. Ja, pa ga ni. Škoda, ker ni nobene table. Mogoče bo pa kdaj kaj napisali. Dobro, malo smo posnela. Zdaj pa midva nadaljujeva naprej okrog Cerkvece. Pa tle gor direkt. Dan je fantastičen. Megla v dolini seže do nekje višine 500 metrov, nad 500 metrih višine je pa tole čudovita modrina, v katero se zdaj podaja Boža. Pot sama tle gor, če sta ta prvi travnik, je malo blatno zaledenela, odvisno kam sonce sije. Zaenkrat vidim, da Božji gre v redu. V to smer pa da še malo pokažemo Cerkvico v to smer. Pa izgleda takole. Kot vidite tamle niže je megla, tle gore pa tale modrina neba. Pot poteka malo cikcak po tem travniku gor poleti. Zdaj je tole malo zasneženo, ampak je tisto, ki je izhojeno, je vse ledeno. Ampak se da tudi malo izogniti temu ledu, pač malo ven stopiš v sneg in je tudi okej. Mislim, da je pa tam gor že pol več ali manj konc teh klancev in da se pol začne bolj po grebenu nadaljevati, koliko se spomnim. Bila sva sicer tle že leta 23 in 24, tako da nama je že pot v bistvu znana, kaj naju čaka. Pot poteka res po takem lepem gozdičku, prijetnem, za sprostiti dušo in telo. Tle je malo manj zmrznjeno, tako da je tudi čevelj, mislim, najde primerno oporo. Ja, zdaj nekje nad 600 metri je zapadla tale runda snega. Više, ko gremo, ga seveda več, ampak tudi na tem področju ga je bistveno manj, kot pa ga je zapadlo gor na severovzhodni Sloveniji, Koroška in proti Pohorju. Drugače radio amaterska oznaka Tošča je, kot verjetno že vsi veste, S5 Charlie Papa 013 in 21 metrov štrli ven nad 1000 metrov, se pravi 1021 metrov je visok Tošč nad Polho in Gradcem. In kaj je za našo diplomo zanimivo, če smo na 1000 metri? Seveda, 3 bonus točke, dodatne, zimske. Kot pravim, je pot tipično grebenasta, nizkih hribov, tipično, da gre malo gor, malo dol, večinoma z rahlim sponom. Ljudi je kar nekaj bilo, tudi otrok. Kaj si videla lepega? Lep podhod je pred nama, to je videla. Malo se pa usipa tole dol z drevja, kar nisem pričakoval, ampak nič hudega. Količine niso tako velike, da bi
kaj motilo. Pa tudi samo sipanje ni tako intenzivno. Sveta Jedrce Vlaša, naj jo pozdravlja. Jaz pa bi rad pokazal tole, kot pravim, tipično grebensko potko. Do zdaj smo se dvigovali, tukaj se spet malo spustimo in pol se bomo spet malo dvignili. Še vedno hodiva po tej poti naprej, več ali manj skozi isto shojeno. Jaz priznam, da sem pričakoval malenkost več snega, ampak kot pravim, na tem področju ga tokrat niso bili te hribi toliko deležni kot podrugod, ampak je prijetno. Počasi se že bližava cilju, ki je tam odzadaj za tem hribom. Trenutno se še ne vidi. Bomo pa kmalu na predelu, ko se bo pa že videl. Više, ko sva, lepše postaja. Malo više nas tele lepe pregledi pričakajo. Še vedno po grebenu. Enkrat mora biti tudi te grebenaste poti konec in če me spomin ne vara, je tam gor že vrh z 2 klopcema. Dohitela so še 2 pohodnika, tako da nas je kar nekaj danes tukaj gor in nasproti so tudi prišli ljudje. Ceko Sota, Soča 5-7, Soča Portabel. Živijo Miloš, S57 Delta, 5-9 na Tošču. Ja, živijo. A si kje Sabina srečal? Ne, kakva Sabina ni tukaj vmes. Ne, nisem srečal. S kje sem nje pa šla? Ja, po moje iz Gond, ne vem. Ja, ko miva ne greva iz Gond, miva so šla gor iz sela. Roger, ja. Pa zelo švoh imaš modulacijo, zelo tiho, sam tok. Drugač se pa 5-9. Ja, vem, ko moram usta dati noter, ne vem, kaj naj naredim. Drug mikrofon ali kaj, zdaj pa v redu, ne? Ja, zdaj pa kar preveč, ja. Ja, ko ne vem, ne da se nastaviti. Treba gor na usence jo nabijati, da se kaj sliši. Ok, hvala Miloš, 5-9. Ja, živijo. S5 Viktor November, so se pristilo, da postupili. Summit ima prednost. Tom, izvoli. Rojo, Golf nič 1-2, je v redu? Midva so pa na Toščcu, Charlie Papa 013, Tošč. Ok, daj bi ga. Soča 5-7, Soča Portabel, na Soča 5-0 Lima Oskar Portabel, na Romeo Golf nič 1-2, 5-9. Ja, Loro, super. Evo, se jaz bom čisto na kratko, sam do te poberem, ko bo poklicali, pa imata frekvenco. A sta že delala ali končujeta ali začenjata? Midva sva na temu bandu načeloma zakončala, greva na KV, tako da imaš lahko vzameš čas. Ok, bom jaz tudi malo na kave šel, to okrog 14.333 pa na više. Se mogoče tam slišimo. Pozdrav, hvala za obe zvezi. Vili, boš mi aha, se vidim, 29, 5-9, Vili. Ja, 5-9, tudi ti. Ok, še kdo? Soča 5-6, Ljubljana, hvala Izola, 5-9. Drago, 5-9, hvala. Drago, 5-9, a je šlo? Jojo, seveda. S57S Portabel Sota. Soča 5-7, Jadran. Janez, 5-9, izvoli. Ja, sam ti 5-9 isto, lepo bo ta lepe zveze. Se slišimo mogoče pa še kaj na kaveju. Ja, bom videl, ko sem odločil. Je lep sonček, je samo doli ti tole iz drevja. Ja, pa nas je pa megla, tako
pozdrav Janis, nekdo je še bil? SP8 Mike Tango. Jadran Gorica, samo počakaj, SP8 Mike Tango Edo, čistih 5-9, imam pa tam malo anteno samo. Super, Aleksandar, tudi ti si 5-9, uživajta, tako da ja, vas je pa ista, kot prej Janas pred mano. Ok, srečno. Ja, srečno, ja. A sta iz iste vasi ali kaj? Ja, z iste, pa še Jože, 1TX. O, vas Radio Materijal, tako kot pri meni gor na Golišču, nekoč nekdaj, zdaj so že pomrli. Zdaj smo še sam jaz pa Mermali, če pridajo. Ok, pozdrav. 7-3. Jadran Gorica. Ja, zdravo, zame si 5-9 na vrstnike. Boš mi ponovil pozivni znak? Pozivni smo včasih rekli, klicni znak. S54 Jadran Gorica, 5-9 si na Tošču, ok? Hvala, isto 5-9 na vrstnike. 7-3, S57S Portable, Sota. SP6HX. Kind of pile-up. No. SP6HX EVG, 5-9. Sandi 5-9, lepo se meta. Hvala, kdo je še bil? SP4 Tango Alfa, Kilo Oskar Papa. SP4 Tango Alfa, 5-9, izvoli. Ja, tudi za tebe je 5-9, če mi še poveš referenco. Ja, ok, sem mislil, da gledate na ekran gore. Znak je SP7S Portable, reference pa Charlie Papa 013. Ok, hvala, 7-3. 7-3, S57 Kilo Oskar Papa, 5-9. Ja, pozdrav, Aleksandar. Vidiš pa 5-9 tudi ti, mečkam diha, ker sem v mobilu. Lepo delajte, 7-3. Aha, a zapišem pol skozi mobil ali kaj? Lahko, ja, lahko. Da bo bolj zanimivo. Ok, hvala. S57S Portable, Sota. SP7 Viktorija. O, lega, SP7 Viktorija. To bo pa ODX, če se Martina ne oglasi. 5-9, izvoli. Pa danes nahajaš, Tošč, Tango, Oskar, Šugar, kaj smo rekli, ŠČ, Tošč nad Pohovim Gradcem, 1024 metrov, S5, Charlie Papa 013, ok? No ja, tam čez Haluza, pol bo pri tebi tudi kar lepo sončno danes, ne? Sonček, malo sicer zoprno, ko dol iz drevja leti tak sneg, ampak je super. Pa imam samo tam malo anteno, nimam to velike, ker je veliko ljudi gor. Fajn, lepo se čujem tu. Tam je živaj na hribu, SP7S Portable, SP7 Viktorija, adijo. Ja, malo sem te na cilju, zdaj je še boljše verjetno. Hvala. S57S Portable Soča, 57 Soča Portable Sota. Sklepna misel. Zelo na hitro so končala tole aktivacijo Tošča. Zdaj se pa že vračamo nazaj, dala so gor direze in je kar veliko dela z direzicem, ker je treba dol zbijati, ker se gor vse prijema, ampak kljub vsemu na teh mestih, ko je pa let, je pa super. Se pravim, če boste šli kaj gor, mogoče celo boš taj, ko sneg zapade, recimo drugi dan ali pa kaj takega, ko je že malo zgaženo, pa da še ni ledu, je pol bolj prijetna hoja, ko se pa kar fajn gor nabira, sicer malo udariš, pa dol pade, to da ni taka reč. Tale Tošč je meni zelo všeč, je tak lahko dostopen tudi za poletje, je luštno gor posedeti. Kar se tiče po radioamaterski strani, morate pa biti pripravljeni na velik obisk. Skozi celo pot srečujemo tudi druge ljudi. Tako da je, nisi sam, no, tle gor. Srečala so na vrhu tudi en prijeten par, niso vprašali, odkot sta. Smo se malo pogovarjali o prigodah, ki se dogajajo po hribih in gorah, tako da je bilo prijetno. Kratki val bo pa počakal, kdaj drugič, ko ne bo toliko letelo dol iz drevja. To je pa vse, kar približno imamo vse jaz povedati o tem Tošču. Bo še ti kaj dodala? Ja, fotka je lepo spojena, pa veliko obiskovalcev. Ja. Zelo obiskanki. Ni slišala, sem jaz čisto isto povedal. To je davek
veliko-letnega skupnega življenja, ki te potegne v skupno razmišljanje. Ampak ok, tako kot je povedala, tako je tudi res. Se pravim, dostopen je z dveh smeri. Naslednjič bo šla pa tudi midva zunaj, brez kamere. Ali pa tudi s kamero. Meni je to kar veliko veselje, tole snemanje teh videov. Ne samo zaradi naju, ampak predvsem tudi zaradi drugim, kjer še niso bili. Zelo bi bil vesel, če bi se še več mladih odločilo za tole našo soto. Sploh za kakšen pristop novih članov k radioamaterizmu, ker je res tole en res lep hobi. Če znaš iz obilice različnih stvari, ki jih radioamaterji počnemo, izluščiš tisto, kar pač tebi trenutno najbolj ustreza. Trenutno je za mene najlepša stvar v vseh teh letih. Jaz sem že v radioamaterju od leta 1980 in edino, kar mi je žal, je to, da nisem se prej že začel s tem ukvarjati. Toliko, lepo se imejte, kjerkoli ste že. Srečno novo leto še ne bom voščil, ker smo 27. decembra 2025, ampak imejte se pa lepo. Lep pozdrav od naju z Božo. Zadnje čase se nama dogaja, predvsem meni kot glavnemu snemalcu, to, da še pol opaziva pri sestopu kakšno stvar, ki nama se je prej ušla. Evo, poglejte to čudovito razgledno točko sredi gozda proti našim vršacom tam gor. Seveda spet ne znamo povedati, kaj je, po mojem pa, da je to Kamniško-Savinjsko. Saj ne more biti kaj drugega, ja. Aha, tisto tam pa prepoznam, to je Storžič in tako naprej, sej tisti, ko hote, veste. Evo, celo tam se celo nekaj ven vidi iz megle. Mogoče celo Šmarna gora ali pa kaj takega, ali pa Šmarjetna. Skratka, lep dan je bil. V drugič lep pozdrav od naju z Božo.